in je v bistvu v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oziroma Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. In tu najdete potem ogromno teh informacij o vremenskih podatkih te naše lastne vremenske mreže oziroma mreže vremenskih postaj, ki jo v bistvu vzdržujemo mi kot zaposleni v okviru Uprave za varno hrano. Torej, te postaje niso v lasti ARSO-ta, torej te državne agencije, ampak so naše lastne, torej ministrske, ki izključno služijo potem določene modele za napoved bolezni in škodljivcev. Nimajo pa tudi možnosti modelov za napoved vremenske slike za naprej, tako kot ima ARSO, kar nam prej naredno pokazala. Tako da zdaj, če gremo tu malo skozi, teh senzorja nima, ker jih ne rabijo za napoved vremena prihodnje. Tako da to pač moramo dodatno vključiti zraven k njihovim podatkom in tudi lahko preko njihovih postaj in modeli deluje. Potem naslednji model je pa model za spremljanje pojava jabolčnega zavijača. Tu imamo tudi večino teh pomembnejših sadjarskih lokacij, kjer ta model deluje. Zdaj lahko si pogledamo podatke seveda za lansko leto, ker leto še ni pogoja, da bi model deloval. Ker prvo zopet mora biti izpolnjen temperaturni prag, potem pa še mora biti v bistvu nočne temperature dovolj visoke, da začne model med 8 in 10 uro zvečer mora biti minimalna temperatura 15 stopinj, da pa 3 dni, vsaj 3 dni zapored, da model lahko imajo nekatere postaje tudi, kot vidite, zgoraj senzor za merjenje hitrosti in smeri vetra. Pa še nekaterih imamo potem tudi osončenost, oziroma sončno sevanje, možnost merjanja. Tako da to je na večini teh postaj naših pa so ti osnovna konfiguracija teh senzorjev, ki potem tudi služijo za delovanje. To je lovilec spor, ki se imenuje Mikotrek po njegovem proizvajalcu, tako ga je poimenoval, izvira iz Švice, iz Inštituta Wedenswil. Takim identičnim mikotrepom tudi spremljajo izbruhe askospor na Južnem Tirolskem, tako da to je kar na nekem nivoju, no bi rekel. Zasnova pa je naslednja. Mi vsako leto spomladi naberemo to listje, ki ga vidite tukaj v ograji, in sicer iz nekega nasada, kjer je bila zabeležena v prejšnjem letu močna okužba s škrljupom. Tako si zagotovimo, da je na tem listju dovolj plodišč, iz katerega bodo bruhale askospore, ki jih ta lovilec ulovi skozi to režo. Tu zadaj je vgrajen ventilator, ki vleče skozi to cel zrak. In ko so spore, ki seveda ob dežju se sproščajo, so v zraku, jih ta skozi to režo noter ta zadeva vsrka. In če pogledamo, kako je to narejeno noter, vidite bliže. Tukaj imamo boben, ki ga vrti neke vrste urni mehanizem, ki se ga navije na roko, kot vidite. In ta boben se zavrti v 7 dneh za 360 stopinj, pride naokrog. In tukaj na boben je pritrjen trak, ki je sestavljen iz podloge z papirja, kjer so gor je raster po urah. Torej, en takšen interval pomeni en dan. In tukaj so 2-urni intervalčki. Na njem pa je prozorna folija, ki se zdaj tu težko vidi, no? Dam dol, da boste videli. Vidite tu, če ločim, je tu prozorna folija. Na to folijo se
primejo spore, ki priletijo z veliko hitrostjo v telo, dajo videti spor. In po dežju grem jaz sem in to folijo snamem in jo potem noter pregledam točno po urah, kdaj so spore bile prisotne, oziroma tako lahko vidimo, letos sem že 20 spor tukaj zabeležil, tisti dež, ki je bil petka na soboto prejšnji teden. Torej takrat smo napisali, da so bile možne manjše okužbe. Če spor ne bi našel, bi napisali, da še okužb ni bilo ravno zaradi tega faktorja, ker ne bi dva plodišča vzela. In hkrati mi zdaj spremljamo enako vse dežje, ki bodo do nekje začetka junija, dokler ne bomo več opazili na tem traku spor. Tako napišemo, da primarne okužbe s jabolnim škrlupom več niso mogoče zaradi tega, ker Zdaj, v Sloveniji načrt upravljanja z vodami imamo narejen, so pač karte, katere si bomo kasneje tudi pogledali. Zdaj seveda brez neke uporabe, bom rekla, tistih osnovnih podatkov, predvsem na tistem drugem delu, ker ko govorimo o digitalnem orodju, pač ne gre spostaviti treba ene začetne, bom rekla, informacije in na osnovi tega graditi, bom rekla, neke modele, graditi tudi neke izkušnje. V Sloveniji po načinu namakanja najbolj zastopano je namakanje z jači, kapljično namakanje, ki ga tudi v trajnih nasadih najpogosteje uporabljamo. Potem seveda obstaja tudi namakanje z mikrorazpršilci in pa razpršilci. Jaz bom tako rekla, da pač ta sistem za oroševanje sadjarja, seveda ga imamo, sami vemo, da veliko stane, da je zelo zahteven in da včasih v določenih situacijah seveda tudi ta način namakanja uporabimo, predvsem spomladi, ko sistem zaženemo in če imamo to spodnjo sušo, da se lahko tudi več problemi pomagamo. Seveda je zelo potrebno vedeti tudi to, koliko vode neka rastlina potrebuje. Recimo, med sadnimi vrstami so že razlike. Jablana potrebuje pač v določeni fazi določeno količino, češnja drugačno količino, marelica drugačno. In seveda te potrebe rastline je treba pač skopljemo eno jamo in v bistvu tako horizontalno zapičemo te bilce fiksno v zemljo in potem ta sonda začne meriti in seveda se vse to prenaša avtomatsko v sistem, ki je pa povezan bodisi z Wi-Fijem ali pa kakršnokoli drugo obliko in vi potem ta model, če ste pristopili, vam potem avtomatsko pokaže vaše trenutno stanje vlage v tleh je takšno, model preračuna, koliko vode bi tu dali, vi pa se samo glede na podatke o vremenu odločite, ali boste to dodali enkratni obrok ali boste enkratni obrok razdelili na več manjših obrokov. Mail ali pa na telefon, sporočilo in v tem sporočilu pač vse te podatke, koliko časa moramo namakati, kako dolg naj bo ta obrok namakanja in seveda nam tudi predvidi neko namakanje za dobo 5 dni naprej. Ampak tako kot sem rekla, on predvidi na neki trenutni situaciji, ki pa je lahko jutri drugačna in to je ena. Seveda o oroševanju. Oroševanje oziroma zaščita, varstvo pred pozebo je trenutno najbolj pereča tema, razen seveda rednega varstva zaščite. In vsi se trudimo, da bi nekako zaščitili ta pridelek, ker upamo vseeno, da ne bo prevelike pozebe oziroma začetek ni preveč obetaven, ker vidimo, da nekateri izmed sadjarjev so že malo, bom rekel, preizkusili oziroma vklopili tudi oroševalne sisteme v tem tednu, čeprav po teh raziskavah, po podatkih, ko jih pač sem zbral pa spremljal, te pozebe po statističnih podatkih do samega cvetenja neke katastrofalne škode. To je recimo to je bilo na enem predavanju, eni se ga mogoče spomnite, dr. Dirk Kepke je predaval na Lombargarjevem posvetu, ko so za temi fotokamerami snemali
tisto, kar je rdeče, tisto je višja temperatura. Ne? Zdaj, če malo projicirate na nasad jagod, vidite, da tam, ko so folije, v bistvu pa, da tam potem je nekoliko višja temperatura. Seveda, v teh zadnjih dneh vsi sadjarji budno spremljamo temperature, kakve bojo. Jaz bi kar nekaj teh temperatur zbral, ker si mislim, mogoče niso vse tako kritične, pa da vidimo, ampak vse približno enako kažejo. Tudi ameriških podatkov zdaj nisem dal, ker nisem točno, ker nam bi bilo v Fahrenheitih, pa potem bi preračunavali, ampak približno se vse temperature gibajo v teh fazah, ko so to, se pravi zdaj približno te fenološke faze, ko so pri nas nekje -2, -3, recimo so tiste kritične temperature, kjer seveda se lahko bojimo. Pasivne, tisti, ki še mogoče niste slišali, so tiste v bistvu od samega izbora lokacije, sorte, same vzgojne oblike, na katere v času pozebe direktno, s katerimi ne vplivamo na rastlino. Aktivne so pa tiste, s katerimi pa potem seveda s časoma direktno. No, danes smo se udeležili seminarja o meteoroloških podatkih. Tu prvo smo bili na Kmetijskem zavodu Maribor, kjer smo imeli super predavanja o sami zadevi, kako se spremljajo in kako se dajo napovedovati zadeve. Potem smo pa prišli na sadjarski center v Gačni, kjer smo v bistvu tudi poslušali o sistemih oroševanja in namakanja, in kar nam bo v bistvu prišlo prav pri nadaljnjem delu.